Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jim je odgovoril: prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sam. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj. In kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo poveličal Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me te v iste ure. Zavolje tega sem vendar prišel to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas iz nebes. Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: zagrmilo je. Drugi pa so govorili: angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel: ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. To je Kristusov evangelij. Dober večer, sem vesel, da sem z vami nocoj in hvala za ta lepi uvod, ki res te popelje v Boga. Ko sem šel sem čutil posebno povezanost z Igorjem. Sem preživel precej ur z njim prav v zadnjih nekaj dneh. In morda prav vredno je šel v komo, ko sem mu dal obhajilo. Potem sva se malo še pogovarjala in se rekel: zdaj je gotovo Marija zelo blizu tebi. In je rekel: da, drugačni dimenziji. Mislim, da on to dimenzijo zdaj živi in zato nam je veliko bolj blizu kot kdajkoli. Prav sem Bogu hvaležen za tiste trenutke, ki sva jih živela skupaj. Ko je bil on kaplan v Piranu, jaz sem bil tukaj v Kopru, sva se večkrat videvala. In zdaj mi je bilo prav dano, da sem ob koncu, pred njegovim odhodom, da sva lahko bila zopet blizu in se z dušo še bolj povezala. Mislim, da je prav v njem sem doživljal tisto pšenično zrno, ki pade v zemljo, umrje, zato da obrodi sad. Smo že zelo blizu velike noči in zato je klic po križu.
o svojem dokončnem izničenju. Pšenično zrno, ki umrje. Ampak ne samo, da umrje in ostane, ampak zato, da obrodi sad. In zaključi ta odlomek, ta evangelij prav, in ko bom povzdignjen zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Tisti vse, za tega moramo živeti. Ta vse smo mi tukaj, ta peščica ljudi, ampak v srcu mislim, da vsi imamo celotno človeštvo. In v nas je že to celotno človeštvo pritegnjeno k Jezusu. Zato je prav, da vztrajamo, da gremo naprej. Bom vse pritegnil k sebi. Živeti prav za ta vse, ki ga je Jezus položil potem pri zadnji večerji v očetovo srce. Prej je ustanovil Evharistijo, zato da bi v Evharistiji se res lahko človeštvo združilo. In potem je položil to prošnjo v očetovo srce. Oče, da bi bili vsi eno. Ne samo kar tako, ne, ampak kakor ti v meni in jaz v tebi. Da bo svet veroval, da si me ti poslal. Zato je Jezus prišel na svet. Torej vse pritegniti k sebi. Če bi hoteli dobro razumeti to priliko, s katero se nam Jezus predstavi, bi morali pravzaprav poiskati kakšnega kmeta, ki ve, kaj pomeni zrno, ki pade v zemljo. Se še spominjam, še majhen, sem imel 11 let, ko smo izgubili očeta, torej sem moral biti še manjši, ker zadnje čase je bil bolj bolan. Kako je segel v vrečo in potegnil ven eno pest teh drobnih zrn in z ene dlani presuval drugo. Jaz sem gledal, kaj dela, oči so mu prav žarele. In mi je takrat rekel, kakšno letino nam je Bog dal. In je umolknil. Čez nekaj časa pa, če bo to zrnce, če bodo ta zrna znala umreti, bomo imeli drugo, še lepšo letino. Tisto še lepšo mi je ostalo kot en pečat. Nisem veliko razumel. Ampak sem videl, kaj pomenijo tista zrna za nas, ki v tistih letih nismo kupovali kruha v trgovini, sploh se ni prodajal v trgovini. In če ti je padel košček kruha na tla, si ga spoštljivo pobral in poljubil v znamenje hvaležnosti. Kruh je bil res simbol življenja. In zato ga je tudi Jezus izbral, da postane kruh življenja, ki daje življenje. Zdaj razumem morda malo bolj. V tistem zrnu je usoda vsake stvari, vsega, kar je ustvarjeno. Usoda vesolja. Če umre, obrodi sad. To je prav en aksiom, pravilo vseh pravil. Je treba umreti, da obrodiš sad. V tistem kruhu pravzaprav je DNK človeštva. Tistega človeštva, ki kliče po bratstvu. Mi všeč, da so prišle ven molitve tudi za našo domovino, za človeštvo, da bi se razumeli, da bi bili bolj povezani, da bi imeli zdravo pamet. Prav zdaj v Napolju, ko so papežu postavili na vprašanje na družina, je rekel, da prav to,
enakosti spola, ne, in o izbiri spola, da je to pravzaprav izguba zdravega razuma. Izgubljen zdravi razum. Dovolj je ta beseda. In kako moramo moliti za tiste, ki nas vodijo. Sam Bog ni hotel poiskati drugih potov, niti drugih znamen za svojo navzočnost tu med nami. Pa tudi ne drugih poti, da bi nas zlil v eno. Da bi že tu na zemlji ustvaril svojo družino. Vsak dan vidimo, kako trpljenje pritiska. Pogosto se nam zdi, da je vse brez smisla, da je absurd. Kakor drobceno zrn, ki pade tam v brazdo. Jezus nas na to spomni. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ne bo obrodilo sadu. Ni radosti brez trpljenja, ki ga znamo darovati. Magari z eno samo besedico, Jezus, tebi podarim, s tabo grem naprej, zate to živim v tem trenutku. Ni vstajenja brez smrti. To umiranje, to vi imate, da najbolj poznate. Recimo sam porod. Je umiranje sebi, zato da da življenje. Ko je govoril papež o materi, je tako čudovito povedal, mati je tista, ki se razdaja že pred rojstvom otroka, ki se prav deli, ne, lomi bi rekli, ne, kot kruh. Zato, da daje življenje. In Jezus to priliko govori o sebi. Razloži pismo svojega življenja. Smo slišali, kako so prišli Hrti k Filipu in potem skupaj z Andrejem sta jih peljala k Jezusu. In oni so vedeli, kdo je Jezus. Radi bi ga videli. In on se predstavi kot zrno, ki mora umreti. Kot tisti, ki mora umreti. Se ni bal, da bo doživel fiasko s tako predstavitvijo. In samo to priliko je povedal samo nekaj dni pred smrtjo. Tisto smrtjo, ki je bila tako boleča, polna ponižanja. Kako to, da mora umreti on, ki je rekel, jaz sem življenje. On trpeti, ki je nedolžen. Prav on skozi obsodbo, udarce, zasmehovanje, žeblje, križ. Zakaj prav on, ki je vedno živel v edinosti z očetom, mora skozi bridkost, zapuščenost? Moj Bog, zakaj si me zapustil? In tudi on se boji smrti. Toda njegova smrt ima pomen vstajenje. Prišel je, da bi izbral razkopnjene otroke, da bi strl vsako prepreko, ki ločuje ljudstva in narode, in da bi povratil ljudi, ki so razdvojeni, prinesel mir, zgradil novo človeštvo. A cena, ki jo bo plačal, je prav ta smrt.
slika o zrnu. Če pšenično zrno ne pade, ne bo rodilo sadov. On je tisto pšenično zrno. Kmalu, velikonočnih dneh v tridnevju, nam bo spregovoril s križa. Spregovoril bo z največjo mero ljubezni. In tam, na križu, je vse podaril, če samo pogledamo. Odpuščanje rabljen. To, kar je odjeknilo zdaj, ste videli morda slike, ne? Ko so v Libiji obglavili tistih 21 fantov, mož, tako mladi. In mati enega 22-letnega je rekla, hvalim Boga za to in prosim, da bi tudi tisti, ki so to storili, našli pot k Bogu. Torej odpuščanje rabljen. Raj, ki ga obljubi razbojniku, nam podari svojo mater, svoje telo in kri, svoje življenje, vse do tistega krika zapuščenosti. Kaj drugega nam je mogel podariti večje kot to? On, ki je Bog, izgleda, da je pozabil, da je Božji sin. Dal nam je možnost, da postanemo Božji otroci. Prav s to izgubo Boga nas je rodil za Božje otroke. Rodil je novo človeštvo, tako rečemo novo stvarstvo. Na Vinkovšti bo to zrno, ki je padlo v zemljo in umrlo, obrodilo rodoviten sad. Obetajoč glas. Najprej 3000 iz vseh narodov in jezikov, nato 5000 in nato še naprej. Toliko ljudstev, ki so eno srce in ena duša. In tu, v teh novih Vinkovštih, smo vsi mi. Narod, ki je posejan do zadnjega kotička zemlje. In vsak od nas je eno tako zrnce, ki ga je on vrgel. Pšenično zrno, ki umre, obrodi sad. Obrodi sad in prinaša smisel tudi našemu življenju, našemu trpljenju, našemu umiranju. Nekega dne bo tudi ta ura prišla. Vse bolj, ko se mi bliža ta trenutek, bolj čutim in tudi Igorju sem obljubil, da tistih dneh, da 100-krat na dan ponovim, pridi Jezus, pridi Marija. In ponovim zanj in zase in za vsakega človeka. In ko sem mu rekel, da vsakrat, ko rečem, Marija, ves sem tvoj in vse moje je tvoje, daj mi svoje srce, o mati, se je nasmehnil. Da, tudi on je umrl, tudi če ste toliko prosili, ampak ste prosili prav, ne? Zato, da obrodi obilo sadu. In Jezus je vse delil z nami. Nase je naložil naše trpljenje. Če jaz trpim, to moje trpljenje ni moje, ampak si ti, Jezus, tukaj. Z nami je postal tema, malodušnost, utrujenost, depresija, vsa nasprotja.
opisuje, kaj pomeni izdajstvo, osamljenost, občutek biti sirota. Postal je eno z nami, ko je vsa naša bremena naložil nas. Tako je tudi z nami. Zaljubimo se v tega Boga, ki nam postane bližnji. Mu povemo, da smo neskončno hvaležni za njegovo brezmejno ljubezen. Želimo živeti kakor on. Tako postanemo bližnji vsakomu. Kot je on postal bližnji nam, tako postajamo mi bližnji vsakemu, ki gre mimo nas v našem življenju. In skušamo kot on, kot Jezus, postati eno s tem bližnjim. Z njim deliti trpljenje, razrešiti njegove zaplete in vse to z ljubeznijo, ki je konkretna, ki služi človeku. Jezus se je ves podaril, sedaj kot ostali mora v polnosti zasijati. In kako bo zasijal svojim stajenjem? Preko nas. Preko našega veselja. Naše veselje mora pričati svetu, da je Jezus vstal. Da on živi. A ne pozabimo, če pšenično zrno ne pade, to veselje mora zrasti z te smrti. Smrti lastnemu jazu. Vsi poznate Vojkota Šperuta, ki je na vozičku že toliko let. Jaz sem bil tukaj v Kopru takrat kaplan. In ko so mi sporočili, ne vem, kdo mi je telefoniral, da se je po nesreču 17 let imel takrat, ko je skočil v morje, zadev z glavo in ostal hrom. Hitim v Valdoltro s kolesom, tam najdem njegovo mamo, vsa solzna, ki pravi, nič ne bo z mojim Vojkotom, nič ne bo. In sem šel k njemu. Takrat sem že zašraufali 2 šraufa v glavo in dali na tek. Sem ga primil za roko in nisem vedel, kaj bi mu povedal. Ampak to, kar sem želel, sem rekel, Jezus je stal, pa je tu stal. In pol mi je povedal, da je ure in ure, ko je bulil gor beli strop, prav to ponavljal. Jezus si z mano. Ma zakaj sem se spomnil na Vojkota? Zato, zdaj pred kratkim je umrla njegova mama v januarju, sredi januarja. In je imela še prek 90 let. Se spomnim, ko je imela 89, sem Vojkotu telefoniral, sva se slišala, se je rekel, ne izroči moje voščilo. Pa je rekel, ja, sej ne bo morda niti razumela, ker je že se zgubljala, ni poznala. Njena hči, ko je prišla, tudi on, ko je prišel, jih ni poznala. Ampak neprestano je klicala Vojkota, je hotela Vojkota, ker mu mora pomagati. Je pozabila na vse, ampak ni pozabila na tisto največjo ljubezen. In njena smrt sem močno čutil, nam pove, da ostane samo ljubezen. Zdaj sem bil pred kratkim na obnovi misijona v Krškem. Tam sem srečal tudi nekaj takih izrednih mam. Ena, zdaj je že pokojna, ko sem bil za časa misijona,
otroci, 6 jih je, z vnuki in potem tudi pravnuki, so vedno se zbirali okoli nje. Je dočakala 100 let in na 100 let je tudi prepevala v cerkvi, so pripeljali z vozičkom. Potem ena druga mama prav tam, pred 2 leti, ko sem imel tudi obnovo, je bila za rakom bolna. Bila na vozičku. Imela 2 otročiča, enega v 4. razredu, punčka pa niti v šolo še ni hodila. Zdaj sem jih videl. Umrla je potem septembra. Ampak 2 tedna pred smrtjo je rekla možu, peljmo te od naše otroke vsej en dan na morje. In pomislite, so odeli v avto, tako kot je bila, in so se peljali sem na morje. Kaj pomeni pšenično zrno, ki zna umreti? In še ena, prav na svetega Jožefa, smo obiskali bolnike, ali starejše, 91-letna mama, 91 let. Smo dobili, kako sedi pri mizici v svoji sobi in piše. Iz starega molitvenika, že razcefranka, nekatere strani so že se odleple, ona prepisuje molitve. In mi je potem razlagala, ta zvešček tukaj je že dokončan, za mojo hči je zdravnica v Novem mestu. In ta tukaj je za mojega sina in njegovo družino. Mati, ki se razdaja vse do konca, ampak gre v bistvo. Hoče, da bi v njenih otrocih živelo življenje. Zato, ker jo skrbi, hoče podariti Boga. Če pšenično zrno ne umrje, ne obrodi sadu. Želim vam vsem in tudi sebi, ne samo, da bi lepo obhajali Veliko noč, ampak da bi znali tistih naših majhnih smrti. Niso velike, hvala Bogu. Včasih lahko pa prišle večje. Magari zjutraj, ko se zbudiš in je treba vstati. Že to je umreti sebi, zato da prinešeš drugim življenje, da jih pozdraviš, da jih pogledaš z lučjo v očmi, svetlobo, da preko tvojih oči zasije vstajensko jutro že zdaj v tej solzni dolini. Torej vam želim, da bi znali ob najmanjših priložnostih prav umreti, da bi svetu podarili vstajensko jutro.